novim Q8 je Audi na številnih področjih naredil velik preskok naprej, ampak tisti, ki nas redno spremljate, to itak že veste. V testu je Matej na primer povedal tole. Pri Audiju Q8 imam dejansko občutek, da je original. Da je prvi med nemško trojico, čeprav je v resnici pripeljal zadnji. Nekako uteleša vse, kar je Audi promoviral zadnje desetletja, naprimer 4-kolesni pogon prvih modelov Quattro, potem atraktivne LED luči in takšne zadke z zelo položnim zadnjim steklom. Celo tovrstnih študij je bilo že kar nekaj, recimo Stefan Wolf, čeprav ni bil ravno prava napoved Audija Q8. Z njim se strinjam, prvi preskok se mi zdi ravno v vožnji. Takšni veliki, visoki in težki predstavniki so pogosto zelo nerodni, ker pač takšni morajo biti, da se ne bi v zavojih sicer nagibali kot kakšna jadrnica. In spet se mi zdi, da je tukaj Q8 najboljši. En tak super kompromis udobja in športne čvrstosti je, čeprav besedo športen tukaj vseeno malce zlorabljam. Precejšen preskok je tudi pri sami obliki, ki v osnovi niti ni nova. Tudi Mercedes-Benz in BMW ponujata podobno zašiljene kolose, ampak se mi zdi dejansko Q8 najbolj posrečen. Zelo nastopaški je, obenem pa ne deluje tako zelo glomazno kot prej omenjena dva ali pa kot Audi Q7, ki v osnovi niti ni dosti daljši. Še najmanjši skok naprej je dejansko naredil v notranji kakovosti, ampak to le zato, ker je slednja pri Audiju pač vedno brezhibna. In dobro osnovo je težko močno izboljšati, mnogo lažji so manjši popravki in ti so tukaj le seveda opazni. No, in zakaj vam to sploh govorim? Ker je Audi pri nas že vrsto let povezan še z drugačnimi skoki naprej, smučarskimi skoki. Naša planica je v marsičem podobna Audiju Q8, za začetek ima tudi odlično osnovo. Letalnica bratov Gorišek je hkrati eden največjih gradbenih objektov v Sloveniji, kot je tudi Audi Q8 eden večjih predstavnikov na cestah v Sloveniji. In tudi pri letalnici je osnova zelo, zelo dobra, zato so mogoče le manjši popravki, ki pa nikakor niso nepomembni. Dve zanimivosti glede letalnice vam povem. Tale hrib za njo je dovolj velik, da še vedno obstaja možnost širjenja oziroma večanja letalnice. Nekatere druge po svetu imajo s tem kar težave. No, druga zanimivost je pa tale hrib nasproti, ki očitno vleče ugoden veter naravnost sem, to pa omogoča potem res izjemne skoke. Razdalje bodo še rasle, brez skrbi. Tudi ta nordijski center je relativno nov in zelo fascinanten, zato lahko odlična ideja za kakšen družinski izlet. V njem je tudi muzej, kjer boste izvedeli ogromno o sami zgodovini smučarskih skokov, recimo tudi to, da je v Planici prvi svetovni rekord padel že leta 1934, 92 metrov. No, v sklopu centra je tudi 800 metrov dolg snežni tunel za smučarski tek, kjer od maja pa do konca jeseni lahko tečete pri -2 stopinjah. V 3 nadstropjih se razprostira. Ali pa tole, vetrovnik. Ta simulira letenje in je zakon. V temle je bil že naš Iztok in je rekel, da je res fantastično. Vsaj 6 let morate biti stari, ok, to sem, lahko ste amater, to sem tudi, edino časa nimam, ga bom pa z veseljem preizkusil naslednjič. Torej, za adrenalina željne znotraj je vetrovnik, zunaj pa najbolj strm zipline v Sloveniji. Tale. Če želite vsaj delni približek občutka, ki ga doživijo skakalci, ko se poženejo s temle gor. Sam sem ga že preizkusil in je res zakon, zato grem zdaj raje uživati v Audijevo eleganco. In toplo je tukaj znotraj tudi bistveno bolj kot pa tamle zunaj. Ampak v tem Audi tokrat ni naredil preskoka, njihovi avti so že dolgo topli, če tako hočemo.